Ostali ste brez ministrstva. Ste tudi vi, kot nekateri vaši strankarski kolegi, počutite ponižano? Ne, zato ker občutek ponižanja je nekaj, kar poskuša narediti nekdo drug. Če pa ti veš, kdo si, in Slovenska ljudska stranka je najstarejša stranka v Sloveniji, starejša je od komunistične partije, če se malo pošalim. In mi vemo, kdo smo. Drži pa, da so naši volilci zelo razočarani, nekateri jezni, nekateri žalostni, in na tem mestu bi se res zahvalila vsem, ki ste mi včeraj in tudi danes pisali pisma podpore, izražali bodrilne misli, tako da vemo, da v vodstvu SLS-a nismo sami in da je teren stranke SLS še kako živ in da ta odločitev nas je prizadela. No, kot ste rekli, SLS ima dolgo zgodovino in tradicijo. Stranka Fokus je nastala pred dobrim letom in bo imela ministrstvo. So vaši partnerji, so vas vaši partnerji v trojčku izdali? Bom kar povedala, kaj so mi danes rekli. Rekli so, veste, nihče vam ne želi povedati, ampak veste, to, kar so vam naredili, res ni prav. Kdo vam je to rekel? Moji sodelavci, moji kolegi. Tako da mislim, da ljudje čutijo, kaj je prav in kaj ni. V tem primeru je stranka SLS na skupni listi NSI SLS Fokus sodelovala odkrito, transparentno, tudi dobro smo sodelovali. Ne nazadnje je to tudi rezultiralo v dobrem rezultatu skupne liste. Prinesli smo, vsak četrti glas je bil glas SLS-a. V okrajih, kjer so bili njihovi kandidati, smo mi pomagali njim, v okrajih, kjer so bili naši, so oni pomagali nam. In žal, poudarjam, žal se je izkazalo, da kljub našemu delu, kljub temu našemu dokaj, mislila sem, da odprtemu sodelovanju smo ostali brez ministrstva. Ampak ali potem trojček NSI, SLS in Fokus sploh še obstaja? Poglejte, podpisali smo koalicijsko pogodbo. Tudi moram povedati, da koalicijska pogodba je vsebinsko dobra in naše pripombe so bile upoštevane in so tudi zapisane. Tako da pri podpisu koalicijske pogodbe ostajamo, smo ponudili tudi ljudi, ne samo mene, pač pa tudi kompetentne ljudi iz naše stranke, ki bi bili pripravljeni prevzeti odgovornost kot ministri, da bi lahko pomagali pri uresničevanju te koalicijske pogodbe. Žal je nekdo odločil drugače. Kar pa se tiče trojčka, trojček SLS NSI Fokus ima podpisano pogodbo, v kateri je določen tudi razrez in dogajanje po volitvah. Mi obljubljamo, da naš poslanec Srečko bo deloval konstruktivno in tudi stranka SLS v tem danem trenutku menimo, da je edina alternativa prejšnji škodljivi vladi dejansko ta vlada, ki sedaj nastaja. Seveda pa bomo dober, konstruktiven koalicijski partner, če nas v vladi ne bo, pa bomo imeli določeno svobodo, da bomo morda tudi kakšno stvar lahko resnično pokomentirali in delovali v skladu s svojimi vrednotami. Torej, čeprav razumem, se je predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec pogajal v vašem imenu. Videli smo v izjavi, pravi, da boste tvorno sodelovali v novi vladi še naprej. Razumete njegovo početje, kot da se morda odloča o vsem namesto vas? Teh pooblastil, da bi se odločal v vsem namesto, nas nima. Mi smo vsi odrasli ljudje. Je pa res, da ko so potekala pogajanja, pa je bil on naš glavni pogajalec, ne nazadnje tudi koordiniranje vseh treh predsednikov, vendar žal za določene odločitve sama ne vem, kako so potekale. Dejstvo je, da smo sedaj v situaciji, ko Fokus naj bi imel ministrstvo, SLS pa je ostalo brez. Vidite morda to dogajanje kot
nek napad tudi na vas, da bi se zamenjalo vodstvo SLS-a, boste vi odstopili, imate še zaupanje vašega članstva? Ja, imate prav, zdi se, in to so mi tudi ljudje povedali, kot da je odprt lov na mojo glavo, kot da bi nekdo želel razbiti to našo sodelovalno politiko, v katero smo šli tudi za tem trojčkom, da nekdo želi razdreti to naše sodelovanje, medtem ko so volilci to sodelovanje zelo dobro nagradili. Tako da ravno zaradi tega smo danes imeli tudi izvršilni odbor, kjer sem na svojo pobudo, moram reči, da so kolegi rekli, da absolutno to ni potrebno, vendar ravno zaradi tega, da se razblini kakršne koli dvome, so mi podelili popolno zaupanje in soglasje. Tako da ostajam predsednica stranke in to mi je v veliko čast, ker pravzaprav v enem letu, odkar sem postala predsednica te stranke, smo naredili ogromno, prestopili prag parlamenta, se po 12 letih vrnili v državni zbor. Veste, obstaja en pregovor, da od uspeha do neuspeha je le korak, od neuspeha do uspeha pa je dolga pot. In stranka SLS je to pot prehodila. Upamo, da bomo lahko tvorno sodelovali, sicer pa ostajamo zvesti svojim volilcem in ne nazadnje, tukaj pred nami so kmalu tudi lokalne volitve. Bo pa Nova Slovenija imela Ministrstvo za kmetijstvo, SDS-ov Jože Podgoršek pa je na čelu kmetijske zbornice. Je to morda nek znanilec konca SLS-a? Zakaj bi to bil znanilec konca? Veste, včasih so koraki napačni in je to znanilec konca nekoga drugega. Resor kmetijstva je zelo zahteven in upam in tudi želim bodoči vladi, kakršnakoli pač že bo, z nami ali brez nas, da bo delala v dobro nas, Slovenk in Slovencev, in tudi jim želim dobro delo, bo pa gotovo zahtevno. Sama si želim kompetentnih ljudi, tako strokovno kot politično, najboljši ljudje na najboljših mestih. Tako da srečno vladi.